Nocojšnji gost Marcela Štefančiča je zunanji minister in predsednik Desusa. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, je za politične rejtinge bolje, da si velik klovn ali dober državnik. Mi je tukaj in zdaj pojasnil Karl Erjavec. Živo. Dobar večer. Ok, dajva najprej razčistiti, v katero kategorijo dejansko spada Karl Erjavec. No, jaz se bolj vidim v kategoriji državnika kot pa klovna. Ste pripričani? Absolutno. Je to vaš zadnji odgovor? Ja. Ok, dajte mi razložiti, kam je dejansko izpuhtela klovnovska suverenost Karla Erjavca. Ne, nikamor ni izpuhtela, še vedno je tu. Lahko, da sem jo malce potlačil zaradi naelektrene situacije z migranti. Ok, ampak a vidite koga v slovenski politiki, ki bi lahko ogrozil vaš primat? Ja, predsednik Pahor se zelo trudi, da bi me dosegel, a je še daleč od mojega nivoja. Mislim, da sem v slovenski politiki postavil dokaj visoke standarde na tem področju. Ok, zdaj nastopate na mednarodnem odru, ne, ampak tam ste dejansko popolnoma neopazni. Je tako huda konkurenca, kaj? Kar huda, zelo je treba paziti, kaj zinaš. Kaj hoče reči, da so standardi, ki ste jih postavili v slovenski politiki za globalno okolje, nesprejemljivi, ne? Ja, v slovenski politiki se točno ve, kdo je Karl Erjavec. Borim se za vsak upokojenski evro, varujem nacionalni interes, grem iz koalicije, kadar hočem in tako naprej. V mednarodnih krogih pa nastopam kot zunanji minister Republike Slovenije. Ok, ampak a to pomeni, da je Karl Erjavec postal žrtev funkcije, ali kaj? Ja, na nek način je to res. Pa kaj je funkcija požrla Karla Erjavca, ali kaj? A ne, to ne. Če kdo, potem sem jaz tisti, ki žre funkcije. To nedvomno drži, ne? V zadnjih 10 letih ste bili minister v 3 različnih vladah in to na 3 različnih resorjih, ne? V kateri funkciji ste šarmirali največ babic, ne? No, to ne vem. To morate njih vprašati, če sem bil šarmanten. Ok, pa nimate nobenega fan kluba na Facebooku, kar je dejansko slab znak, ne? Ne vem, če imam jaz take fane, ki visijo na internetu. Moji fani so upokojeni, delovni ljudje, taki, ki živijo v realnem, ne virtualnem svetu. Ok, ampak aj 500 oziroma 600 evrov bruto penzije na mesec realizem ali nadrealizem, ne? Jaz sem prepričan, da če ne bi bilo stranke Desus, bi bila povprečna starostna pokojnina danes še bistveno nižja. Ok, hvala lepa, tako je govoril Karl Erjavec, mi pa se vidimo naslednji teden v istem času na istem kanalu. Zio. Hvala, stari, thanks. Hvala. Dobro je bilo.